Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. Ob Mohorskih večerih se v duhu časa še vedno srečujemo takole na daljavo, digitalno nocoj ob knjigi Camerona Kempa Neznanec v ogledalu. V podnaslovu te knjige piše, da gre za detektivski priročnik za reševanje težav, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo in sorodnimi motnjami. V nadaljevanju bomo prisluhnili avtorju knjige, v živo pa je z nami delovna terapevtka Sara Črepinšek, ki je napisala predgovor k slovenski izdaji te knjige. Lep dober večer, Sara. Dober večer, bog daj. Seveda to pomeni, da se nam lahko pridružite tudi v komentarjih in zastavite kakšno vprašanje. Naša gostja bo iz svojih bogatih izkušenj z veseljem odgovorila nanje. Zdaj pa mogoče kar k knjigi, za katero strokovnjaki, ki so jo pospremili v svet, so napisali, da je knjiga prava enciklopedija raznovrstnih, kulturno raznovrstnih strategij, primernih za splošno javnost, svojce oseb z demenco, strokovne delavce iz različnih okolij in področij zdravstvene nege, vključno zaposlenimi v ustanovah za dolgotrajno oskrbo, dnevnih centrih za starejše, družinske oskrbovalce in tako naprej. In se v bistvu kar sam ponuja kot nekakšen učni pripomoček za uporabo vedenjske metodologije na prijazen in spoštljiv način, in lahko pomaga tudi v najbolj izzivov polnih situacijah ali ob koncu življenja. V času, ko nas še vedno pesti epidemija, zaradi česar smo tudi takole nadaleč, je ta beseda kar hudo zaznamovana, ampak grozi nam še ena epidemija, ki se je večinoma še ne zavedamo. V kontekst najtežjih starostnih bolezni postavljamo prav demenco. Sara Črepinšek, kako vi ocenjujete trenutno stanje? Kako je družba pripravljena na to, s kakšnimi izzivi se pravzaprav srečujejo oboleli in njihovi svojci v tem trenutku in kako kaže v prihodnosti? Ja, hvala za besedo. Demenca je neke vrste epidemija, tudi čeprav se drugače razvija. Strokovnjaki že več let govorijo, da v Sloveniji približno 30.000 obolelih, vendar dejansko so najverjetneje številke še višje, ker veliko ljudi ne poišče pomoči, pripisuje težave kakšnim drugim diagnozam, vendar tu ne smemo pozabiti tudi na tiste ljudi, ki zbolijo za demenco in so mladi. To so demence z zgodnjim začetkom in tudi na njih je treba biti pozoren, ker večina nas meni, da je demenca bolezen starejših ljudi, ker seveda sploh statistike kažejo, da z višjo starostjo je tudi pogostost demence višja, ampak obolevajo tudi mlajši, tudi v tistih, bomo rekli, najbolj produktivnih letih, 40-ih, 50-ih letih, in mislim, da na njih ne smemo pozabiti. In ko se to zgodi, kaj ljudem v bistvu preostane? Ves čas poslušamo, da je v domovih premalo prostora, še posebej na oddelkih za dementne, je pa sploh veliko pomanjkanje. Kako je s tem? Ja. S tem se načeloma strinjam, ko je diagnoza postavljena, so sicer v glavnem zdravniki pomagajo z osnovnimi informacijami. Tu je treba posebej opozoriti na to združenje Spominčica, ki ima svoje, bom rekla, skupine ali pa društva Spominčica po različnih koncih Slovenije, pomagajo svojcem z informacijami, s skupinami, po različnih domovih tudi potekajo razni projekti, kamor se ti ljudje lahko vključujejo, od dnevnega varstva, pomoči na domu in seveda domovi za starejše. Je pa težava v tem, da pomagati tem ljudem doma, jim pomagati živeti z omejitvami doma, z prednostmi doma, da se znajdejo doma, skratka to, kar je cilj dolgotrajne oskrbe, da vsak uporabnik oziroma vsaka oseba, ki ima demenco, čim dlje ostaja doma. Skratka, inštitucije ne bi smele biti edina možnost, ne, in prva in zadnja. Absolutno. In zato je mogoče ta knjiga tako zelo pomembna. Vas je navdušil že izvirnik, kaj je bilo tisto, kar ste si rekli, to je pa knjiga, ki jo slovenski trg nujno potrebuje? Knjig na temo demence je zelo veliko, tudi v glavnem mislim, da
informacije so dosegljive ne samo v knjigah, ampak tudi prek spleta, da praktično vtipkaš demenca, pa dobiš v parih sekundah vse informacije o znakih in prognozah, vendar je ta knjiga drugačna od podobnih knjig ravno zaradi tega, ker govori o tem, kako z težavami oziroma z primanjkljaji, ki se razvijajo zaradi demence, živeti doma. Kako jih konkretno reševati. Ne gre za teorijo. Ta knjiga je res zelo praktična in Cameron jo je pisal prav z mislijo na vse ljudi, ki imajo demenco in živijo v domačem okolju, pomagati tem svojcem z nasveti in jim pomagati najti nek ključ, da si lahko tudi sami pri tem pomagajo. Vi ste se veliko izobraževali v tujini in na enem teh izobraževanj ste spoznali tudi avtorja knjige Camerona Campa. Povejte nam malo o tem srečanju. Iz opisov ljudi, ki so ga spoznali, veje izjemno navdušenje. Ponavadi, ko prideš na kakšno predavanje, na začetku predavatelj poskuša poslušalce navdušiti, pridobiti. Cameron je to v Parizu 2015 naredil na zelo zanimiv način. Namreč prvih nekaj podstavkov je bilo v smislu, kdor ni pripravljen se kdaj pa kdaj tudi osramotiti, zato da bo naredil nekaj dobrega za ljudi z demenco. Kdor ni pripravljen sprejeti sramu, se kdaj izpostaviti. Kdor nima tega poguma, je pokazal na vrata in rekel, zdaj imate še priložnost, da greste. Pot, na katero se odpravljate, bo lepa, zanimiva, pa tudi naporna. In jaz se s to njegovo oceno kar strinjam. Pa ne samo to. V Parizu je zelo veliko govoril o stereotipih, ki jih imamo o ljudeh z demenco in je te stereotipe zelo postavljal in vsa ta prepričanja postavljal na glavo, govoril o tem, da ne samo, da je treba spoštovati te ljudi, ki imajo demenco, ne samo o spoštljivem odnosu, to vsi vemo, vendar je govoril tudi o tem, da se ljudje z demenco še vedno lahko učijo, kar je pravzaprav informacija, ki meni ni bila poznana, namreč jaz kot zdravstveni delavec sem rasla gor z medicinskim modelom, ki vendarle govori o tem, da mi zdravstveni delavci vedno najbolje vemo, kaj je dobro za pacienta. Cameron ni govoril o pacientah, ampak je govoril o ljudeh in njihovih zgodbah. In tu postavlja v ospredje prav njihove zgodbe. Prav to, da oni, kot tisti, ki živijo sami s seboj, najbolje vejo, kaj je za njih dobro, kljub temu, da imajo demenco. Tako da po prvem dnevu sem odšla iz seminarja z mešanimi občutki, predvsem pa z na glavo obrnjenimi prepričanji, ki jih še zdaj urejam, se učim z njimi živeti, ker Montessori ni cilj, ampak je pot, na kateri se gradimo tudi mi sami, ki delamo s temi ljudmi. Pa če še malo ostaneva tu, kako je potem prišlo do tega, da ste ga povabili v Celje? Ja. Seveda je potem po 3 leta kasneje, leta 2018, je Cameron prvič prišel v Slovenijo. Nam je to bila vedno v izhodišču želja pripeljati to ne samo v Dom Sveti Jožef, ampak tudi, da bi tudi širše predstavili to metodo. Zato jaz sem tudi naredila malo pred tem njegovim obiskom osnovni izpit in izpit za inštruktorja te metode. In potem je tudi sledil ta obisk, pravzaprav gospod ima eno karizmo, tisti, ki so ga srečali, lahko to potrdijo, morda tudi iz današnjih njegovih video nagovorov, bo tudi tu zaznati. Je preprosto človek, ko ti pride blizu in te začuti in človek, ki res živi to svoje poslanstvo, ta svoj Montessori pristop in je izkušnja na njegovih predavanjih nekaj posebnega.
Pa mu mogoče kar prisluhnemo. Kot smo slišali, ena izmed teh prepričanj, da se ljudje z demenco ne morejo več ničesar novega naučiti in da gre samo navzdol, da gre za popoln upad vseh kognitivnih sposobnosti. No, in kot pravi Cameron Camp, to ni čisto res. You may have been told that persons with dementia lose the ability to learn. That is not true. It's not supported by research, and it's not supported by the evidence that we have working with persons with dementia directly. Persons with dementia in early stages, I've seen learn things like how to use FaceTime or Zoom or other communication systems, how to use electronic reminder systems like Siri or Alexa, how to work a kayak or a canoe, how to be able to learn PowerPoint, and how to become a public speaker and an advocate for other persons with dementia. The ability to learn doesn't go away. Even in more advanced stages of dementia, if a person comes into a nursing home, we expect them to learn. We expect them to learn where their room is, where their dining room is, and they do. And they learn where they usually sit at meals. They learn locations. They also learn through a system called conditioning. If there's someone who makes this person feel bad, they learn to not like that person. They may not remember the episodes that took place between the two of them, but the feeling becomes associated with that other person. Likewise, they can learn to like another person, and that feeling can stay there throughout a long period of time. And so persons with dementia continue to learn. The sad news is that because of these myths, these mistaken ideas, if we assume a person with dementia cannot learn, we never attempt to teach them. And as a result, this becomes a self-fulfilling prophecy. Because we do not teach them or teach them in the right way, in a way that they can learn, they never get the opportunity to learn. And that is the curse of this mistaken belief. This way of thinking must end. Detectives and caregivers. Takole, to je kar, kot ste sami rekli, na glavo obrnilo vse tisto, kar so vas mogoče preučili, kar večina ljudi, ki se ukvarja z to populacijo, verjame. Vi ste prišli iz tega izobraževanja polni znanja, polni novih nekih pristopov. Kako je bilo pa potem to prenesti v prakso? Ker verjetno eno je teorija, drugo je pa, ko se soočiš s konkretno situacijo. Ja, res je. Iz takega izobraževanja nujno prideš ves navdušen, poln idej, poln delovnega elana. Dejstvo pa je, da so za to nujno potrebne izkušnje. Veliko sem delala napak, še zdaj jih delam, ampak Cameron in tudi Marija Montessori je rekla: pozdravljam svoje napake. Seveda te napake niso življenjsko ogrožajoče, ampak take, iz katerih se lahko veliko naučiš. Namreč velikokrat mislimo, da že veliko vemo, pa nas vsaka nova izkušnja, vsako delo, vsak človek je zase svet in vedno znova te kaj preseneti njegova zgodba, njegovo odzivanje na pogovor, odzivanje na to, kar mu ponudiš. Tako da, tako sem že prej rekla, vedno je prostor za učenje in se nadaljuje. Nismo omenili, vi ste terapevtka v domu svetega Jožefa v Celju. Kaj je tisto, kar ste v bistvu prve uvedli, prve spremembe, recimo, ki so bile take vidne
na tem področju? To je tisto individualni pristop, uporaba materialov, pripomočkov, ki so izdelani za vsakega posameznika. In tisti, ki so že bili pri nas, so lahko si ogledali naše skladišče, kjer je res veliko pripomočkov, ki jih včasih potrebujemo samo za enega stanovalca. Recimo smo imeli enega gospoda, ki je igral tenis in golf, in smo mu izdelali material posebej primeren za njega. In zdaj ta material zavit in spravljen čaka v skladišču. Skratka, res ta individualen pristop. O tem veliko vsi govorimo. Normativi v domovih vemo, kakšni so, to si lahko preberemo v normativih in standardih za ustanove. Vsi si želimo tega individualnega, tudi svojci imajo take želje in tudi vsi vemo, da imajo stanovalci oziroma uporabniki teh naših storitev takšne potrebe in je tudi tako prav, vendar je ta individualen pristop res zahteven. Zahteva čas, zahteva potrpljenje in te stvari se ne zgodijo čez noč. Včasih traja kar precej časa, da se poišče rešitev, pa ne samo rešitev enega, ampak tu je pomembno tudi timsko delo, pogovor. Včasih, oziroma ne včasih, dejstvo je, da če govorimo o stanovalcih, poznamo določenega stanovalca, stanovalko, vsak iz drugega zornega kota, negovalno osebje ga pozna iz ene strani, jaz ga poznam z druge strani, nek prostovoljec pozna tega človeka spet iz neke druge plati in je treba se povezovati. In tudi pri ljudeh, ki stanujejo še doma, je tu potrebno, veste, vsak človek ima enega ali pa dva, ki mu zaupa, ki mu vse zaupa. In je nujno te ključne osebe povezati, da se zgradi neka celostna zgodba, da se zgradi nek celosten vidik, da lahko tega človeka res poskušamo v čim večji meri razumeti. In to je bil prvi cilj in je s tem res veliko dela. In tega en sam človek ne more početi in zato mora v bistvu biti celotna hiša oziroma če gre za družino, družina biti pripravljena na tem graditi. Ker ne gre za to, da mi pridemo, nekaj poštudiramo, se gremo detektive, iščemo rešitve. Ta stvar mora potem živeti tudi s svojci, tudi z vsemi zaposlenimi. In prava pot, ampak pot, ki se gradi, ki se ves čas gradi. Omenili smo že metodo Montessori za starejše in osebe z demenco. To nam je bolj znano iz vzgoje za predšolske otroke ali pa za šolarje. Vi ste tudi inštruktorica te metode. Kaj to pomeni? Ja, v bistvu ta metoda izhaja iz pedagogike Montessori. Marija Montessori je pri svojem delu opazovala otroke, v bistvu je dobila eno skupino otrok, ko so se jih hoteli vsi znebiti, samo zato, da ne bi razgrajali po tisti njihovi soseski. Ona jih je večino časa opazovala. Kaj jih zanima, kaj jih ne zanima, pripravljala za njih materiale, jih spet opazovala, spreminjala, prilagajala in nekateri materiali, ki jih je ona oblikovala za otroke, so v teh šolah Montessori in vrtcih še vedno v uporabi, zato ker so tako univerzalni. Cameron je v bistvu svojo ženo, učiteljico Montessori v prvi triadi opazoval pri delu in ker se je tudi sam ukvarjal z ljudmi, ki so imeli kognitivne težave oziroma tudi demenco, je ob njenem delu prišel na zamisel, da bi ta metoda oziroma ta pristop bil uporaben tudi pri demenci. In zato je potem začel s poskušanjem, razvijanjem.
Razlika je pa bistvena v tem, ker pri otrocih se neke spretnosti in sposobnosti še razvijajo, pri starejših so te spretnosti in sposobnosti že razvite, poleg tega ima človek neke izkušnje in zelo velikokrat so tudi predlogi, da bi se pri starejših, ki imajo demenco, uporabljali materiali, ki jih je Marija razvila za otroke. Jaz se na podlagi izkušenj s tem ravno ne strinjam, ker res gradimo na njihovih osebnih zgodbah. Na primer, če nekdo, gospe zelo rade omenjajo, da so skrbele za svoj vrt, za cvetlice. Mi sicer jih vključujemo tudi zdajle, ko se bojo rože sadile ko se bojo sadile rože. Jih bomo tudi vključili. Tudi recimo pred mesecem so pri nas stanovalci sadili oziroma sejali seme v take manjše posode. Zdaj bojo to presajali na ta način in pa seveda pri tistih, ki so jim te stvari bile pomembne, imamo izdelane materiale z rožami, ki jih v bistvu so plastificirani, da jih lahko razkožujemo, si jih ogledujejo, pripovedujejo svoje zgodbe o tem. Hkrati imamo narejen tudi recimo spomin z motivi rož ali pa recimo za eno gospo, ki je rada gobarila, smo izdelali spomin s podobami gob različnih, pa recimo ob tem tudi recepte, kjer se uporabljajo gobe in je ona to komentirala. Skratka, res iz osebnih zgodb in je to čisto nekaj drugega. Res pa je, da nekateri materiali, ki pa nimajo z njihovimi življenjskimi zgodbami veliko zveze, pa pomagajo pri ohranjanju nekih spretnosti, nekih osnovnih spretnosti, ki jih človek recimo potrebuje pri tem, da si zapne gumbe, pri tem, da lahko sam je. To je pa tudi v bistvu zelo, zelo povezano z delovno terapijo. Da se čim dlje ohranijo te sposobnosti. Tako. 3 izzivi demence. Cameron jih v knjigi zelo slikovito in duhovito opiše, če jih mogoče malo pojasnite za naše gledalce. Pa o odzivnem vedenju govori skozi celo knjigo. Na prvo žogo bi to bilo za nas, oziroma je za večino nas problematično vedenje, to, kar nam ni všeč, to, kar bi radi odpravili pri ljudeh s temi težavami. On striktno tega ne uporablja in pravi, da gre za odzivno vedenje. V čem je razlika? Ja, bom najprej tiste 3 izzive demence. On jih poimenuje zlobna čarobna palica, v smislu, da pri demenci je pravzaprav prva struktura oziroma tista, ki je najbolj prizadeta, hipokampus. To je v bistvu, če bi prevedli iz latinščine, to ime za morskega konjička, ker je tudi ta struktura v naših možganih zelo podobna morskemu konjičku. In je čisto noter v sredini naših možgan in je odgovorna za to, da tvori naše spomine. Ko pride neka informacija v naše možgane, jo ta hipokampus obdela in pošlje in shrani te spomine za kasnejšo uporabo, da tako rečem. In pri demenci, sploh pri Alzheimerjevi demenci, je ta hipokampus, ta bistveni del naših možgan prvi prizadet. In zato on temu reče zlobna čarobna palica, ker ko pride spomin, ko pride nek dogodek, ki je za nas pomemben v možgane, se tudi izgubi in ga ta naš hipokampus niti ne more obdelati, poslati naprej in zato spomin ne obstaja. Druga taka stvar je obratni časovni stroj. Bomo rekli, tista stvar, ki pride prva, ki se prva usidra v naš spomin, gre tudi zadnja ven. Pomeni, da
zadnji spomini, tisti zadnji dogodki, ki se zgodijo, so tudi prvi pozabljeni. Oziroma mi rečemo, da se stanovalci v svojih spominih vračajo proti otroštvu. In zato ni nič nenavadnega, če gospe v njenih 80-ih v nekem trenutku reče, zdaj pa moram iti domov, da otrokom skuham kosilo, in ni nobeno pregovarjanje, gospa, vaši otroci so odrasli, hodijo v službo, stari so 50 let, jo tako govorjenje ne bo pomirilo, ker je ona prepričana, da so njeni otroci v šoli in da mora iti domov skuhati kosilo. In to je ta obratni časovni stroj. Tretji izziv, ki ga srečujemo, je pa lepilo na konici jezika, oziroma tisto, ko mi rečemo, je bela cesta, imam na koncu jezika, pa se ne spomnim. To se nam vsem dogaja. Pri demenci je to še pogostejše, da ne najdemo tiste besede, tisto, kar hočemo povedati, pa kaj že. In to je recimo v tem filmu Still Alice zelo lepo prikazano, ko se gospa, ki je bila profesorica, ki je v bistvu boleha za demenco z zgodnjim začetkom, zelo enostavno, tiščijo na stranišče, ona pa ne ve, kaj mora narediti. In ko se spomne, je že prepozno. In to je tista, ne gre samo za besede, gre tudi za, to je tista žalostna plat demence, zaradi katere je tudi demenca zelo stigmatizirana in zaradi katere se je tudi zelo bojimo vsi. In zato tudi tu, ko si navezala na odzivno vedenje, na svojce, je to ena izmed stvari, ki je recimo lahko razlog za nenavadno obnašanje. Ta gospa v filmu je sicer na koncu našla stranišče, se je še spomnila, zakaj gre, vendar si lahko predstavljamo, da nekdo, ki ga tišči na malo potrebo, ali je lačen, žejen, vendar ne zna tega občutka opisati. Ne ve, da jaz bi rekla, suho grlo imam, moram iti nekaj spiti. Ta človek pa tega ne zna več ubesediti in povezati s tem, da to pomeni, da gre po kozarec vode. In zaradi tega, ker tega ne ve, se lahko začne nenavadno obnašati. V preteklosti smo temu rekli problematično vedenje. Nekateri reagirajo z agresijo, nekateri z nenavadnim, res nenavadnim obnašanjem. Cameron pa temu pravi odzivno vedenje, ker dejansko gre za nek odziv, za neko stisko, ki je tam nekje zadaj, ko je ta človek zaradi same narave bolezni ne more ubesediti. In tu pride potem na plano ta detektivska žirica, kjer zaradi česar je knjiga Neznanec v ogledalu detektivski priročnik. Morda se nam zdi, da to ni ravno, kaj bi imelo sploh skupnega tako različni poklici, vendar nam Cameron Camp razlaga, da je v bistvu kar veliko skupnih stvari. Relatives and caregivers of persons with dementia have the same challenge. They have to understand the motive for a behavior, the motive for an action. We have to look at the root cause. So, for example, if a person with dementia is asking the same question over and over again, we have to ask the question, why is this happening? And we cannot accept the answer because they have dementia. This is a circular argument. Why is this happening? Because they have dementia. How do we know they have dementia? Because they keep asking the same question over and over again. So we have to look for the cause. One reason that people with dementia ask the question over and over again is because they have difficulty storing what is spoken to them in their memory.
as a result, if we keep using an approach that isn't working, then we'll keep getting the same results. And so we have to go at it from a different angle. If a person with dementia cannot store the information internally, we store it externally. We write the answer to the question. We make sure they can read the answer. We make sure the answer satisfies their need for information, their curiosity, their concerns. And then we store it in a location. And as we said before, people with dementia can learn locations. And so when they ask the question, we bring them to that location. We have them read the answer. We practice this, and they can begin to associate that location with the feeling they have when their answer is available to them. And so we can enable a person to reduce their own anxiety. So we have to ask when we see a responsive behavior, why is this happening? And to help with that, we use the detectives questions. When did it take place? Where did it take place? What were the circumstances? And then to start using a formula for uncovering the cause. Was it due to some physical cause? Was it due to under or overstimulation? Is it really their problem or a problem in the physical or social environment? Is it something that can be solved by new learning, as we talked about before? All of these options are available to us, but we have to find the cause to fit the right solution, the right intervention. And that's what the book is all about. Takole, zanimivo je bilo v tej knjigi, ker sestavljena je iz desetine in desetine zelo konkretnih primerov. Osebe, ki imajo, tako kot ste rekli prej, svojo zgodbo, zgodovino, čisto konkretno rešitev njihovih težav oziroma odzivov na njihovo vedenje. Na koncu knjige so tudi odprti primeri, ki spodbujajo bralce, da sami najdejo rešitev, da poiščejo možnosti. In kljub temu, da so na koncu, oziroma prav zato, ker so čisto na koncu tudi rešitve teh odprtih primerov, se je meni dogajalo, da so bile rešitve, ki sem jih tam prebrala, sem si rekla, pa kako enostavno in učinkovito, zakaj se tega nisem sama spomnila. Verjetno so pred istim izzivom tudi ljudje, ki si poskušajo pomagati na ta način, oziroma tudi vam verjetno ni bilo dovolj, da ste imeli samo strategijo, to je potem dolga pot, da človek začne uporabljati te detektivske veščine oziroma ta pristop, ker nihče ne more napisati priročnika, ki bi bil enako dober za vsak primer osebe z demenco. Kako je vam šlo to? Tako sem že prej omenila, ves čas se učiš, pa ko že misliš, da nekaj veš, ugotoviš, da imaš se še veliko za naučiti, to je nenehna pot. Bi pa tule še vendarle dodala to, da ta knjiga je res konkretna tudi v tem detektivskem delu, razlaga to ta del proceduralni in deklarativni del spomina, ki ga je treba omeniti. Namreč deklarativni del spomina so tisti znanja, besede, podatki, dogodki, ki jih mi doživimo, ki se jih mi naučimo in jih je treba priklicati v naš spomin. In ta del je zaradi tega hipokampusa prvi ukvarjen in zato tudi se ljudje ne spomnejo, ko sem prej to omenila, ta povratni časovni stroj. Na drugi strani imamo pa ta proceduralni spomin, ki je pa spomin vezan na naše veščine, spretnosti, navade, rutine in tega metoda Montessori in ta tehnika odloženega preklica, ki jo tudi uporabljamo, izkoristi prav ta proceduralni spomin. Namreč, tako je že Cameron omenil, ko gre za pomanjkanje spomina, ko človek ne more nekega podatka priklicati, ta podatek se vprašamo, kaj točno ga zanima. Potem, ko ugotovimo, kaj ga zanima, poiščemo odgovor, ki ga bo zadovoljil.
In potem ta odgovor napišemo na nek list papirja in ga prilepimo ali pa postavimo na tisto mesto, kjer ga bo ta oseba, ki si ga ta oseba to mesto izbere. Namreč potem s tem človekom, bom rekla, vadimo ali pa čim pogosteje, ob vsakič, ko želi vedeti ali pa vpraša po tisti stvari, rečemo v smislu, jaz imam pa eno sporočilo za vas, greva skupaj do tja, ga peljem do tistega prostora, ki si ga je izbral, in tako je že Cameron povedal, on asociacijo, skratka potrebo poveže z asociacijo in z svojo navado, da vedno najde odgovor na istem mestu. In naše izkušnje so pozitivne. Stanovalci, s katerimi smo delali na ta način, so vsi tiste informacije, ki so jih potrebovali, zapomnili v roku 14 dni do 3 tednov. Res pa je treba, da smo vsi stopili skupaj in da smo vsi vedeli, za kaj gre. Bi to mogoče en primer povedala. Gospa je pri nas v domu vsakodnevno pila kavico, vendar je denar seveda pri osebah z demenco postane sčasoma stvar, ki je lahko zelo zakomplicirana. Skratka, denar sicer ni bil problem, ampak je bil problem shranjevanje tega denarja in denarja za kavico ni bilo več. Zato smo se dogovorili s svojci, da bojo oni pokrivali izdatke za to njeno ljubo kofetkanje, in smo ji na listek zapisali, da je ker je to pravzaprav ravno v tem letu covida in korone, ko nismo mogli se obiskovati, kar vse povprek potekalo, da smo napisali, da ji njena trenutna banka in pretekla banka sporočata, da je za njen denar dobro poskrbljeno in da si lahko mirne volje privošči kavico v naši kavarni in da lahko plača z obstoječim kartončkom. Mi smo to napisali, celo nalepili gor znake teh bank. Zakaj trenutne in pretekle? Ker gospa, tista banka, v kateri ima trenutno račun, morda niti ne ve več, v kateri banki je bila. Morda se bo pa spomnila, v kateri banki je imela prej račun. Zato smo dali oba emblema gor. Potem smo pa se dogovorili, da vsakič, ko je ona želela plačati in je ugotovila, da v denarnici nima denarja, da pokaže ta kartonček našim zaposlenim v kavarni. In gospa je seveda to osvojila in bila zelo ponosna, ker lahko zdaj plačuje s kartico. In ta občutek, da so nekaj vredni, da so cenjeni, da še vedno lahko nekaj doprinesejo skupnosti, to je verjetno tisto bistveno, ki tudi njim izjemno polepša oziroma poveča kakovost življenja. Pogosto pozabljamo na te veščine, ki jih še vedno imajo, zato ker se preveč osredotočamo na te informacije, ki jih sproti izgubljajo, ampak veščina recimo branja, pisanja, tudi vsega tega, kar so se naučili v zgodnjem otroštvu, tudi tujih jezikov morda, je nekaj, kar vam v takih primerih zelo prav pride, ne? Prva stvar seveda, ki jo naredimo, je bralni test, kjer v bistvu ta test je razložen tudi v tej knjigi oziroma je tudi navedeno, kje se ga da dobiti. Ga pa tudi mi uporabljamo, prevedeno različico, in sicer poskušamo z različnimi velikostmi besedila ugotoviti pravzaprav, kako velike morajo biti črke, kako veliko mora biti besedilo, da ga bo ta oseba še lahko prebrala. Gre namreč za to, da velikokrat mislimo oziroma ko nekomu postavijo diagnozo demence, tega človeka poskušamo vsi zaščititi, ne? Da ne bo se kaj pripalilo, da se ne bo zgubilo, da ne bo to, da ne bo ono.
V prvi vrsti moramo ugotoviti, kaj ta oseba še zmore, kje je samostojna, kje potrebuje podporo na ta način, ki sem ga prej omenjala in o katerem je govoril Cameron, kaj pa še zmore sama. In velikokrat se rešitve skrivajo ravno v tem, da ljudje mislijo, da starejši ali pa ljudje z demenco ne znajo več brati ali pa da potrebujejo nova očala, pa se nekako ne odločijo za obisk pri optiku. Pa vendarle, če ugotovimo, kako velike črke oziroma kako veliko besedilo ta človek še vedno lahko bere, mu lahko navodila ali pa kakšno knjigo pripravimo v tej velikosti. In mi imamo v hiši kar nekaj stanovalcev, ki res pravzaprav zaradi slabih oči težko berejo in smo pripravili na res take A3, bom jaz rekla, špeh, prispevke, članke, novice v velikosti 110, to so res tako velike črke, poudarjeno, pisava Arial, in vam lahko povem, da je res veselje pogledati nekoga, ko že dolgo časa ni bral, to pa lahko bere. In graditi na tem res kar zmorejo. In če vemo, v kakšnih črkah pisati, jim tudi lahko kakšno stvar pojasnimo na ta način, ker imajo zdaj shranjeno informacijo na zunanjem mestu, izven svojega spomina, kjer jim je pa dosegljiva. Pa ne samo to, tudi to, ko si omenila tuje jezike, ko sem govorila o recimo gospa, ki govori francosko, pa se je potem zraven še nekdo drug oglasil, da tudi zna francosko. Potem je zraven nekdo povedal, da so se po drugi svetovni vojni marsikje učili ruskega jezika. In na teh stvareh, to so stvari, ki nam lahko pri reševanju težav pomagajo. Če nič drugega, jih spomnimo na tiste čase, ko so bili produktivni, ko so bili ponosni na svoje dosežke, in tudi ti dosežki, če jih poznamo, nam lahko pomagajo, da zgradimo neko zgodbo, da nekako poiščejo v situaciji, ki ni lepa, ki jo težko sprejemajo, tudi trenutki, ki so vredni. Recimo, če še to omenim, pri nas so recimo ene stanovalke, ki so zmogle šivati šivalnim strojem, pripravile ene pripomočke, materiale za stanovalce, ki so bili v posteljah. In so imele one svoje poslanstvo, pa tudi tisti stanovalci, ki so bili v posteljah, ki recimo res ne zmorejo ven, so na nek način osmislili njihovo bivanje. Drug drugemu so pomagali na način, ki se ga morda niti niso zavedali. Ampak je bilo pomembno, ker bistvo Montessorija je skupnost. To, da se povezujemo, da si pomagamo, da se ne pustimo samih. Tako, in še enkrat povabljeni vsi, ki nas spremljate, da zastavite tudi kakšno vprašanje, če se vam je med tem porodilo. Sicer pa, kot smo se pogovarjali, ko človek dojame, kaj se mu dogaja, je verjetno to eden najtežjih trenutkov v življenju. Po drugi strani pa tudi za svojce sprejeti, da izgubljajo svojega dragega človeka v bistvu pri živem telesu. Veliko prej, kot se dejansko poslovijo, ga že izgubijo. In prisluhnimo, kaj dr. Kemp pravi tem. For relatives, for caregivers, a real challenge is accepting the person with dementia for where they are at this particular time. It's hard to accept the fact that a person with dementia has changed. It's hard to accept the fact that they may not have the same capacities that they did in the past. If this is a parent
it's difficult for a child, an adult child, to think in terms of having to reverse roles, to think in terms of having to provide care as opposed to receiving care. And so the challenge is to be able to accept the person with dementia as they are at this time. We have to learn to look for the abilities that still remain. We have to think in terms of what can we do to enable a person to get over their deficits, to go around their deficits. So for example, we may want grandchildren to wear name tags when they come to visit the person with dementia. And this enables the person with dementia to call the grandchildren by name. We have to be able to accept that and to enjoy the fact that they can still call a grandchild by name and to see the face of the grandchild when they are called by name by a grandparent. I'm not saying this is easy, it isn't, but being able to have the best day possible for the person you're caring for means that we have to put them first. We have to think about what can we do to give them the best day? What can we do to enable them to feel better about themselves? What can we do to enable them to be the best person that they can be this day? So it's never about us. It's always about them. When we begin to adopt that frame of mind, and when we enable people to have good days and to live well, even though they have dementia, we also will live well. Detectives and caregivers. Sara Črpinšek, tale del je verjetno najtežji, ne? Soočenje s svojci, pogovarjanje z njimi, kako jim sprejeti situacijo takšno, kot je, pa kako vi spremljate to opolnomočenje, ko dobijo neko orodje, občutek, da lahko nekaj spremenijo. Ker verjetno pri vsem skupaj je najtežje to, da si nemočen, da pač lahko samo gledaš propad človeka, ki ga imaš neskončno rad. Ta občutek, da lahko nekaj spremenimo, da lahko človeku olepšamo dan, recimo to s kavicami, je verjetno veliko zadoščenje, tako za vas, kot za svojce teh oseb. Ja. Cameron ves čas poudarja, da nismo nemočni in jaz se s tem strinjam. Ni lahko, vendar tu ga jaz lahko samo ponavljam, ker je res fantastično povedal. Stopiti čez sebe. Najtežja stvar pri Montessoriju, kaj tudi moja lastna izkušnja je spreminjati sebe, svoje poglede na te ljudi. Stopiti čez svoj strah, kaj bo, če bo, kaj pa, če se ne bo išlo. Skratka, vsa tista če vprašanja so sicer smiselna, ampak jih je včasih treba napisati na papir in pogledati malo z distance, si poiskati pomoč in iti naprej. Ker je resnično življenje oseb z demenco lahko smiselno, drugačno, lepše in je pa res treba iti preko sebe. In to je tista stvar, ki je za vse nas najtežja. Ne glede na to, ali je demenca tista, zaradi katere smo zboleli, ali smo zboleli za kakšno drugo boleznijo. Vsak, ki je kdaj resno zbolel, je mogel v življenju nekaj spremeniti. In vedno to vključuje tudi družino. In demenca je pač tista bolezen, ki vzame spomine, in to je zagotovo boleče, ampak te spomine lahko ohranimo tako, da jih iz spomina postavimo ven, v album,
da ob teh slikah napišemo, kdo je na sliki, da si pripovedujemo zgodbe, da tudi te zgodbe zapišemo za kasnejše čase, ko nam bo hudo, da jih bomo lahko skupaj prebrali. Da stvari, ki so jih radi počeli, počnejo še naprej. Ker ti ljudje, ki zbolijo za demenco, se zelo velikokrat zaprejo v svoj svet. Strah jih je, da bodo vsi opazili njihove težave, da bodo zaradi tega ljudje na njih čudno gledali. In nekatere občine v Sloveniji so že demenci prijazne občine oziroma se posvečajo temu. To pomeni, da izobražujejo in javne delavce, trgovce, skratka vse tiste, ki prihajajo s temi ljudmi v stik, za bolj človeški pristop, zato da se zavedamo, da so med nami in da ni prav, da se zaradi naših predsodkov zapirajo v svoj svet. In to niso samo oni tisti, ki morajo stopiti čez vse, ampak smo tudi mi tisti, ki moramo začeti na stvari drugače gledati. In bistveno je, da so vključeni, da če so recimo radi prepevali, hodili na kakšne skupine, da se to skupino, ta pevski zbor ali kakšno društvo, karkoli, seznani za diagnozo, da se jim pove, kako je, na kakšen način mu lahko pomagajo, če so kakšne zahtevnejše stvari, recimo za naučiti se besedilo, kako se ga lahko naučimo drugače, tako smo prej govorili, in se da. Res pa je, da je treba narediti ta preklop v nas samih. In je to tisto, kar je mogoče najtežje, največji izziv. Največji izziv, ne? Ampak na koncu pridemo do tega, da ko grejo te sposobnosti, ko gre intelekt, ko grejo stvari, o katerih bi se lahko pogovarjali, ostanejo čustva. To, kar je Cameron rekel, ne? Kako dragoceno je, da imaš še očeta ali mamo, ki se ti nasmeji, ki te še pokliče, tudi če prebere ime, ki ga imaš na listku, čeprav je to izjemno boleče, ne? Zavedanje, da se tvoj oče ne spomni več, kdo si, ali pa tvoja mama, ali pa pač kdorkoli tvojih bližnjih. To, kar ste zdaj omenili, ne, so načini, kako ohranjati to toplino med nami, ker ta čustva, to, kar ostane, ker prav to, dementni, tudi če si ne zapomnijo določenih informacij, zapomnijo pa si občutek. In to, kar ste omenili, ti albumi, te zgodbe, stvari, ki nas družijo, spravi ohranjanje teh čustev. In potem verjetno tudi obiski pri dementnih svojcih, ki so mogoče koga ves čas navdajali s tesnobo, da je šel od njih še slabšim občutkom kot prej, ko je prišel in se je spraševal o smiselnosti tega, da sploh še obiskuje svoje starše, če se ne spomnijo ničesar več, niti potem, ko on odide, so verjetno prav v teh čisto konkretnih napotkih, kako ohraniti to povezanost in ta čustva. Ja, Cameron govori o drugačnem obisku, o tem je celo napisal knjigo. Upam, da bo še kakšna njegova knjiga prišla do nas. O drugačnih obiskih v smislu, prideš na obisk, pa vprašaš starša, kako si, pa reče, v redu, ti dajo kaj za jesti, nič, zakaj ne, in potem je situacija zanimiva. Drugačen obisk govori prav o tem, da ima ta stanovalec, če gre konkretno za dom, ali pa recimo nekdo, ki z demenco živi doma, da ima pripravljene, da ima v škatli ali pa posebej pripravljene stvari, materiale, s katerimi rad dela, s katerimi se rad ukvarja. In ko pride ta obisk, se o tem pogovarjata. Tudi te zgodbe, recimo, da mama zboli za demenco in se odločimo, da jo vprašamo, bi nam mama povedala kakšne svoje zgodne spomine, kak sem jaz bil, ko sem bil kot otrok, ali pa kako je bilo po vojni, ko si mogla skrbeti za nas sama, ali pa kako sta z očetom gradila hišo. Recimo moja babica mi je pripovedovala o tem, kako so sami zdake delali. Ne? To si mi danes niti predstavljamo, ne?
In to je zagotovo ena taka pomembna zgodba. In ko ti starš pove tako zgodbo, jo zapišeš. In ko bolezen napreduje, lahko daš to zgodbo njemu za prebrati, ali pa recimo sam prebereš. In se zelo pogosto zgodi, da rečejo, ja, se to se pa tudi meni zgodilo, ali pa se to sem pa jaz tudi doživljal. In se lahko iz tega razpletejo zanimive zgodbe in zanimivo doživljanje. Sara, mi vas danes odtegujemo od enega izobraževanja. Ja, saj ste rekli, da se z veseljem z nami, ampak vseeno. Ta pot iskanja znanj, širjenja obzorij, učenja, to ni nikoli končana zgodba, ne? Kar v prostor vedno postavlja oziroma nas opominja na ponižnost, da to so življenjske situacije, ki zahtevajo ponižnost. Ampak to v najbolj žlahtnem in najbolj takem pomenu, ki rabi mogoče malo razlage. Ja. Tako sem že prej to omenila, velikokrat mislimo, da vemo že vse. Tega ni nikoli, znanja ni nikoli dovolj. Res pa je moja izkušnja z Montessorijem ravno v tem, da se največ naučiš ob ljudeh, s katerimi delaš. In da so oni tisti, ki te največ naučijo. Nekaj je seveda teorija, da veš, kje začeti. Ampak tiste praktične izkušnje, ki jih ima Cameron zagotovo zelo veliko, so bistvene. In pa seveda tudi, če neka ustanova uvaja Montessori pristop ali pa bilo kakšen pristop, ker slovenski domovi uvajajo marsikaj v svoje prakse, to ni stvar enega človeka. In tu na tem mestu bi jaz izkoristila priložnost, da se zahvalim svojim sodelavcem, ki se trudijo, ko se trudimo skupaj, in to povezanost smo zagotovo tudi prikazali v tem videospotu Jeruzalema, ki smo jo pravzaprav stanovalcem posvetili. In izkušnje, ne? Bi pa še ob zaključku rekla, da se moramo vedno znova zavedati, da je bistvo Montessorija tudi ta misel, ki ni moja, o tem je bila celo knjiga napisana, nič o nas brez nas. Tako da v vse odločitve vključevati ljudi, ki imajo demenco, brez šušljanja za njihovimi hrbti, ker ko si vključen, ko veš, da lahko soodločaš, ima življenje drugačno vrednost. Seveda še enkrat lep pozdrav vsem v dom Sveti Jožef nad Celjem na hrib. Sicer pa Cameron ostaja z vami povezan tudi preko te knjige še vedno. Ja, seveda. In tudi zelo nas je presenetil, ker se je odločil, da se odpove avtorskemu honorarju od te slovenske izdaje in jo je namenil prav domu Sveti Jožef. Tako da je to še ena potrditev dobrega sodelovanja. Vredno pohvale in zahvale. Mi upamo, da bomo še v slovenskem prostoru prinesli še kakšne njegove vsebine, sicer pa, da bo ta knjiga prišla med čim več bralcev in jim pomagala v trenutkih, ki so res eni težjih v življenju. Sara Črepinšek, hvala vam za današnji pogovor, za vaše izkušnje na svet. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost. Knjigo Neznanec v ogledalu lahko dobite v naših knjigarnah v Ljubljani na Nazarjevi 1, v Celju na Prešernovi 23,